Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Vzajemni skladi slovenskih družb za upravljanje se prodajajo kot vroče žemljice. Podarili smo rekord vseh časov. Podatki Agencije za trg vrednostnih papirjev kažejo, da je bilo v letu 2021 v vzajemne sklade vplačanih kar 484 milijonov evrov. To je absolutni rekord v zgodovini slovenske panoge upravljanja premoženja, stari rekord iz leta 2007, torej tik pred gospodarsko-finančno krizo, pa je znašal 469 milijonov evrov, torej 15 milijonov manj kot lani. Spomnimo pa se seveda tudi leta 2008, takrat so delniški tečaji upadli za 50-60%, slovenski vzajemni skladi pa so beležili rekordne odlive. Vlagatelji so si v letu 2008 namreč izplačali kar 300 milijonov evrov. Lansko leto je bilo zelo uspešno tako za vlagatelje kot za upravljalce in marsikdo nerad obuja spomine na leto 2008. No, vseeno pa smo preverili pri analitikih in upravljalcih premoženja, kaj jih je v letu 2021 najbolj presenetilo in kakšne so njihove napovedi za leto 2022. Preden jim prisluhnemo, pa preverimo še nekaj zanimivih informacij. Pri nas vzajemne sklade ponuja 5 družb, leta 2011 je bilo teh ponudnikov kar 15, torej panoga upravljanja se konsolidira. V fazi prodaje je tudi družba NLB Skladi, ki jo prodaja trenutni lastnik, torej banka NLB. NLB Skladi pa so tudi lani zabeležili največ 232,8 milijona evrov neto prilivov. To je polovica vseh neto prilivov med družbami za upravljanje. Marsikateri komitent NLB-ja je verjetno v zadnjem letu prejel klic prijaznega bančnika, in ki ga je spodbudil k investiranju v sklade. Eden od prodajnih argumentov je bil tudi uvedba ležarin. Spomnimo se, da jih je prva v Sloveniji uvedla ravno NLB. Družba, ki je imela druga največje prilive v lanskem letu v krovne sklade, je družba Triglav Skladi s 125 milijoni evrov. Sledi Sava Infond z 83,4 milijona evrov neto prilivov, nato Generali Investments, ki je imel neto prilive v višini 21,9 milijona evrov v krovni sklad. Na Generali Investments sicer še izpostavljajo, da so lani zabeležili 336,8 milijona evrov neto prilivov, večino torej na račun mandatov in alternativnih skladov, ki jih ponujajo. Edina družba, ki je lansko leto zabeležila odlive, je bila najmanjša družba za upravljanje pri nas, to so Primorski skladi, ki so zabeležili 1,1 milijona evrov neto odlivov. Zakaj so imeli neto odlive v rekordno donosnem letu na borzi? V družbi pravijo, da zaradi večjih odlivov institucionalnih vlagateljev. Poglejmo, koliko sredstev v upravljanju so imele družbe za upravljanje. Podatki Agencije za trg vrednostnih papirjev kažejo, da je bilo teh 4,3 milijarde evrov, kar je 48% več kot leta 2007. Torej v samo enem letu dni so se sredstva v upravljanju povečala za kar 1,1 milijarde evrov. In kaj pravijo na družbah? Največ sredstev v upravljanju ima družba NLB Skladi, skupaj 2,1 milijarde evrov, v krovnem skladu imajo 1,6 milijarde evrov. Druga največja po sredstvih v upravljanju je družba Generali Investments, ki ima 1,74 milijarde evrov sredstev vlagateljev, od tega 710,3 milijona evrov v krovnem skladu. Triglav Skladi so konec leta upravljali skupaj 1,5 milijarde evrov sredstev, v krovnem skladu pa so imeli 1,37 milijarde evrov. Sava Infond pa je upravljala z 570,5 milijona evri, Primorski skladi kot najmanjši pa z 58 milijoni. Poglejmo še, v katere sklade so vlagatelji največ vplačevali. Družbe za upravljanje izpostavljajo seveda globalne delniške sklade, regijski so vlagatelji se še odločili za Ameriko,
panožno pa za vročo tehnologijo. Največ neto odlivov so beležili skladi z naložbami na trgih v razvoju in Balkanu in pa seveda tudi iz denarnih skladov so si izplačevali vlagatelji. Kdo so sploh vlagatelji v vzajemnih skladih? V družbah pravijo, da so njihovi vlagatelji v povprečju stari okrog 55 let, vse več je tudi mlajše populacije oziroma vlagateljev in se ta starostna meja počasi znižuje proti 45 letom. Pri Savi Infond so bili še malce bolj natančni statistiko in sicer pravijo, da imajo mlajših vlagateljev od 15 do 30 leta starosti približno 5% vseh vlagateljev, največ aktivnih pa je seveda v starosti od 30 do 60. V NLB skladih še opažajo, da se v zadnjih letih prebujajo vlagatelji, ki so dolga leta varčevali v depozitih. K temu jih je spodbudilo zunanje okolje, torej nizke obrestne mere na depozite, nadomestila za visoka stanja, inflacija in odsotnost naložbenih alternativ. In na podlagi vsega tega so prišli do spoznanja, da bo za doseganje nadpovprečnih donosnosti potrebno poseči po naložbah s kapitalskih trgov. Verjetno pa je kakega od teh vlagateljev motiviral tudi klic bančnika. Zanimivo je tudi to, da družbe za upravljanje rade izpostavljajo, za koga je primerno vlaganje v sklade. Recimo pri General Investments pravijo, da so vzajemni skladi primerni za takšne, ki nimajo časa, nimajo finančnega znanja ali pa ustrezno velikega začetnega vložka in poznavanja vseh transakcijskih in davčnih postopkov, da bi sami neposredno vlagali v kapitalske trge. Vseeno bi tukaj rada povedala, da se mi zdi pomembno, da če se odločamo za vzajemne sklade, moramo tudi poznati osnove investiranja, zato da se v prvi fazi sploh znamo tudi odločiti za pravega ponudnika, kajti razlike v doseganju rezultatov so med peterico precejšnji. Pomembno je, da tudi razumemo stroške, ki nam jih zaračunajo DZU-ji in kaj to pomeni za naše prihranke na dolgi rok. Stroški, kot smo že večkrat povedali v MoneyHow, znižujejo donosnosti, zato moramo vedeti, koliko nas kaj stane in kakšni so lahko dolgoročni učinki na naše prihranke. Ne glede na to, ali investiramo v vzajemne sklade ali investiramo v sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF-e, si moramo vzeti čas za investicije. To se mi zdi izrednega pomena, zato dragi poslušalci, vi ste tisti, ki boste živeli s svojimi prihranki in ne prepuščate odločitev drugim, to vas lahko tudi zelo drago stane. O tem, kako uspešni so bili naši upravljalci pri upravljanju premoženja, izveste v naslednji epizodi. Zdaj bomo pa preverili, kaj je upravljalce in analitike domačih družb za upravljanje najbolj presenetilo v letu 2021. Najprej bom predala besedo Alešu Šobi, direktorju sektorja upravljanja investicijskih skladov pri Savi Infond, ki pravi. Ja, bi rekel, leto 2021 je bilo še eno zanimivo leto. Zdaj, po mojem mnenju, se tisti najbolj optimističen scenarij, da bi govoril o pandemiji že v pretekliku, ni uresničil, ampak vseeno je bilo, bi rekel, okolje izjemno naklonjeno tveganim naložbam in delnicam. Tu imam v mislih predvsem visoko gospodarsko rast, visoko rast dobičkov in seveda še vedno nizke obrestne mere. Za kakršenkoli drugi scenarij v takem okolju, ne da bi delnice porasle, si je zelo težko predstavljati. Bi pa rekel, kljub tej neki mirni plovbi, je bilo za nas upravljavce vseeno, ni bilo enostavno leto. Jaz bi rekel, trije dejavniki so vplivali, nekako vnašali negotovost, pa bi rekel, so predstavljali kar izziv. Prvi nedvomno pandemija, še bila vedno z nami, drugo Kitajska, pa v bistvu njihova nepredvidljiva politika, pa seveda inflacija, na koncu najvišja inflacija v zadnjih desetletjih. Za mogoče največje presenečenje, bi rekel, inflacija, ampak ne toliko višina, ampak bistvo, njen vpliv na same obrestne mere, pa torej zahtevane donosnosti državnih obveznic. Vseeno bi pričakoval, ko vidimo takšne stopnje inflacije, da se bo to tudi odrazilo na obvezniških trgih, na obrestnih merah. Ampak očitno so vlagatelji, finančni trgi kupili zgodbo, da gre samo za prehoden fenomen. Tako da to me je mogoče presenetilo. O kar nekaj scenarijih smo govorili tudi v MoneyHow, inflacija, Kitajska in tako dalje in seveda monetarna politika. Preverimo, kaj je presenetilo Saša Ivanoviča, direktorja področja upravljanja investicijskih skladov v družbi Triglav Skladi.
Hvala. Ja, če se ozremo v lansko leto, so bile naše napovedi v začetku leta 2021 za delnice pa druge bolj tvegane naložbe zelo optimistične. Pri obveznicah pa smo bili previdni, ker smo videli, da se približujemo dnu pri obrestnih merah. Lahko rečemo, da so bila lani presenečenja najbolj pozitivno v smislu izjemne rasti potrošnje in rasti razvitih gospodarstv, in da so poslovni rezultati čez celo leto presenečali pa presegli napovedi analitikov. Zdaj med ostala presenečenja, mogoče se ene taka 4, lahko jih strnemo, lahko uvrstimo, se pravi izjemno rast cen nafte, plina, elektrike. Ta je bila spodbujena z močno industrijsko aktivnostjo, pa geopolitičnimi zapleti, pa tudi okoljskimi specifiki, recimo premalo vetra je bilo v Evropi, pa ni bilo dovolj proizvedene elektrike. Potem druga specifika, ki nas je presenetila, je bil ta pritisk kitajskih regulatorjev na tehnološka podjetja, na reguliranje tehnoloških podjetij, na izobraževalne ustanove, pa v bistvu zamajanje nepremičninskega trga na Kitajskem, kar je potisnilo azijsko regijo pa regijo rastočih trgov v rdeče številke. Pol tretja specifika so bila ta ozka grla v dobavah, predvsem se je največ govorilo o pomanjkanju čipov, pa tudi pri prevozih je prihajalo do zapletov, pomanjkanje delovne sile na mnogih področjih in pa četrta specifika nekje, da so vsi ti eni od prej gor naštetih dejavnikov pač povzročali zelo visoko inflacijo, ki je morda na začetku leta 2021 še noben ni pričakoval. Sašo je zelo lepo povzel te glavne 4 specifike, s katerimi smo se vsi vlagatelji v preteklem letu ukvarjali. Kaj pa pravi Domen Granda, vodja analiz pri družbi NLB Skladi? Samo leto 2021 je bilo za nas v primerjavi z nekim letom 2020 zelo mirno leto. Nismo videli neke večje korekcije na trgu, nismo se ukvarjali s korona krizo. Je pa dejstvo, da tudi samo leto 2021 je bilo zelo dobro. Vsi vlagatelji so več ali manj zadovoljni. Videli smo neko 25% rast delniških naložb. Je pa tudi tako, da tudi 2021 je kljub temu prineslo za sabo nekaj zanimivih stvari, tako da dolgčas nam ni bilo. 2021 je nas presenetilo predvsem to, da kljub tej, da smo imeli neko hitro okrevanje, res hitro gospodarske rasti. Se pravi, v bistvu že v 2021 smo ves padec iz 2020 nadoknadili. Hkrati na drugi strani je pa tako, centralna banka, recimo ameriška, bi v normalnih razmerah že razmišljala o dvigu obrestnih mer, tega ni bilo. Hkrati, recimo, kar je zanimivo, na eni strani nas je negativno presenetilo recimo te nove različice koronavirusa, da je kar še ostal z nami, ampak spet na drugi strani pa dejstvo, da smo se in potrošniki in podjetja bili sposobni neverjetno prilagoditi na to novo okolje. Domen, s tabo mislim, da se kar vsi strinjamo, tako vlagatelji kot upravljalci premoženja. Vsi smo bili v letu 2021 zelo zadovoljni. Vprašanje bo seveda, kaj bo v letu 2022. Še preden gremo na ta odgovor, poslušajmo, kaj nam bo povedal Sašo Šmigič, direktor naložbenega sektorja pri General Investments. V lanskem letu nas je najbolj presenetilo, da je bil v bistvu okrevanje ali pa da je izgledala krivulja okrevanja globalne gospodarske aktivnosti dokaj simetrična. Se pravi, če smo govorili ali pa če smo se sprašvali, kakšno bo to okrevanje L, dvojni V, smo vedeli, da je bil na koncu leta kar v bistvu en tak simetričen V in ta intenzivnost odboja nas je presenetila. Z roko v roki je šlo potem s tem tudi dogajanje na delniških trgih, predvsem v razvitem delu sveta. Tukaj govorimo o Ameriki pa Evropi, kjer smo videli res nadpovprečno neko rast, vsaj v zgodovinskem kontekstu gledano, tako da to nas je malo presenetilo. Smo bili optimisti na začetku leta, ampak izgleda premajhni. Na drugem področju je bilo meni osebno največje presenečenje, kakšen kratkoročen spomin imamo vlagatelji, predvsem kar se tiče cene surovin in energentov. V enem letu se je dobesedno celotna situacija postavila na glavo. V pandemiji smo videli prvič v zgodovini negativno vrednost terminske pogodbe na surovo nafto. Dobro, eno leto potem smo se spet pogovarjali, mogoče surova nafta ima pošteno vrednost pri $100 na sod. V glavnem, kar naenkrat smo iz te ogromne presežne ponudbe in negativnega sentimenta prešaltali na skrajni optimizem. Vprašanje, koliko tega podpirajo realni podatki. Jaz osebno ne verjamem, da se v enem letu zgodili toliko, da smo videli tak preobrat.
Res je, kratkoročni spomin zna biti velikokrat problem tudi pri številnih vlagateljih, ki seveda ob pogledu na lepe grafe hitro pozabimo na pomembne lekcije, ki smo jih nekako usvojili v preteklosti. Poslušajmo, kaj nam bo povedal o letu 2021 tudi Rudi Meršo iz Primorskih skladov. Rudi prihaja iz Belgije in njegov odgovor je v angleščini. Now, at the end of 2020, it was predicted that COVID would slowly reduce, or at least that the lockdowns would be lifted. And therefore, we expected also that consumer spending would strongly increase, in primarily after the lockdowns would end. That effectively took place. People had saved a lot of money during the lockdowns, and therefore consumer spending went up enormously, and that also led worldwide to a strong growth in the GDP growth. With that, however, was also a problem, namely that on the production side, and therefore the supply couldn't really keep up with that demand, and that caused inflation to rise, which we also anticipated at the beginning of the year that could become a problem in 2021. As it turned out, it was not that much of a problem regarding the market itself, because the market did really fantastic. Both European indices, American indices climbed from between 15 to 30%. The SBI, Slovenia, did exceptionally well, climbing almost 40%. So the fund performances did absolutely fantastic. Najlepša hvala, Rudi. Rudi je na kratko povedal, da inflacija v letu 2021 ni predstavljala nekih pomembnega pretresa, saj so borzni trgi delali fantastično, rezultati so bili fantastični, tako evropski kot ameriški indeksi so se povzpeli od 15 do 30%, tudi slovenska borza je odlično se odrezala s 40% donosnostjo. Skratka, pod črto, Rudi pravi, da so tudi skladi dobro poslovali. O tem, kako so poslovali skladi, pa bomo seveda pogledali v naslednji epizodi. Hitimo naprej, poglejmo pričakovanja v letu 2022. Kakšne so pričakovanja analitikov in upravljalcev? Začnimo kar z Alešo Šobo iz Save Infond. Kar se pa tiče leta 2022, po našem mnenju bo to nedvomno težje leto kot preteklo leto. Mislim, da ponovitev takšnega leta, kot smo videli, ne pride v poštev. Mislim, kar je pa čisto normalno, ne. Mi smo zdaj 20 mesecev imamo za sabo bolj ali manj neprestane rasti na delniških trgih in normalno je, da bomo imeli več ovir na poti naprej. Ne. Bi rekel, samo okolje postaja malenkost manj naklonjeno, ne, torej samim tveganim naložbam. Čeprav bi rekel, da še vedno je več pozitivnih kot negativnih dejavnikov, ne, ampak če pogledamo, gospodarska rast se upočasnjuje, res z visokih nivojev, ampak bo nižja kot v letu 2021. Tudi rast dobičkov, vemo, v letu 2021 smo imeli rast dobičkov v višini 50% na globalnih nivojih, letos smo imeli nekje enomestno, ne. Kar pa je glavna zgodba, pa je ta preobrat monetarne politike, ne. Torej, ameriški FED pričakuje se 4 dvigi v letošnjem letu in to bo nedvomno zavrnilo nek, bi rekel, apetit po tveganjih, pa tudi predstavlja neko mejo pri samih vrednotenjih za delnice navzgor, ne. Tako da, čeprav zgodovina pa nas uči, ne, prvi dvigi ne pomenijo konca pozitivnega trenda, ampak samo nižje donose, ne. In to je nekako scenarij tudi za to leto. Torej, še vedno pozitivni donosi, vendar mnogo nižji kot v preteklem letu, pa tudi več volatilnosti, ne. Jaz mislim, da v lanskem letu nismo imeli popravka kaj večjega kot 5% na teh globalnih indeksih. Jaz mislim, da to se tudi ne bo ponovilo, tako da več volatilnosti, ampak skupno gledano vseeno to okolje, ko še vedno naklonjeno delnicam, nasproti obveznicam, tako da delnice še vedno nimajo tiste prave alternative. Kar je mogoče največji izziv, pa bi rekel, da če bo inflacija bolj vztrajala, ostala višja, to tudi pomeni bolj agresivne centralne banke, to pa bi tudi lahko potem predstavljalo težave, v bistvu za vse naložbene razrede, ne, tudi za delnice. Ja, Aleš Šoba pravi, da takšnega leta, kot smo imeli v letu 2021, ne smemo pričakovati v letu 2022, pa vendar gremo pogledati, kakšne so pričakovanja Saša Ivanoviča iz Triglav skladi. Zdaj leto 2022 bo, saj upam, potekalo manj v znamenju covida, pa pomenilo postopno vrnitev v normalno življenje. Zdaj, akumulacija privarčevanega denarja je velika, tako da lahko pričakujemo močno potrošnjo tudi na storitvenem sektorju, pri potovanjih, recimo v gostilnah, restauracijah, hotelih in tako.
in ne samo pri potrošnih dobrinah. Gospodarska rast bo spodbujena z investicijami v nove zmogljivosti, krepitvijo trga dela ob hkrati močni potrošnji, nasloviti pa bo treba seveda številne izzive, kot so disrupcije v dobavnih verigah, kitajsko ohlajanje, inflacija, geopolitične napetosti in tako naprej. Kar se centralnih bank tiče, bomo zaradi boja z inflacijo priča eksperimentu, če tako rečemo, prehoda iz stimulativne v restriktivno monetarno politiko. V zadnjem desetletju je ameriška centralna banka to že storila v letih 2016 do 2018, pa so potem spet morali hitro spustiti obrestne mere. Evropa je to okno zamudila, bomo videli, kako se bo zdaj to odvijalo, zaključile pa se bodo tudi številne državne spodbude. Mogoče bomo celo v Evropi končno videli pozitivne dolgoročne obrestne mere, seveda samo nominalne, realne obrestne mere bojo vsaj še nekaj let verjetno ostale kar v negativnih številkah. Največji izziv naslednjega, se pravi letošnjega leta, bo kako dvigniti obrestno mero, ne da bi povzročili negativno reakcijo na delniških in obvezniških trgih. Najbolj idealen scenarij je, da se inflacija začne umirjati ob solidni gospodarski rasti in pusti prostor postopnemu zmanjševanju stimulativnih ukrepov. V takem okolju bodo pa še vedno privlačni tvegani naložbeni razredi, govorimo predvsem o delnicah, nihanja na borzah pa bodo predvidoma večja, kot so bila preteklo leto. Res je, Sašo, zelo bo zanimivo spremljati eksperiment centralnih bank, in sicer iz ta prehod iz stimulativne v restriktivno monetarno politiko. O najbolj idealnih scenarijih sanjamo vsi, včasih pa te najbolj idealni scenariji se nikoli ne zgodijo, kajti vedno nas naslednjim ovinkom čaka neko presenečenje. Poslušajmo Sašota Šmigiča iz General Investments in njegova pričakovanja v letu 2022. Kljub vsemu, kar se dogaja lani, smo še zmeraj optimistični za delniške trge. Mogoče malo bolj za razvite trge, še zmeraj kot za trge v razvoju. Razlog za to je pač, da v Ameriki, vsaj v Ameriki in pa v večji delu Evrope, je gospodarska aktivnost prišla do tega nivoja, da se lahko začne umikati centralne banke. Se pravi, štafetno palico bojo zdaj prevzeli potrošniki in podjetja in sploh v Ameriki se mi zdijo, da sta ta oba segmenta v zelo dobri kondiciji. Recimo, gospodinjstva so podvojila količino razpoložljivih denarnih sredstev v svojih depozitih. Te znašajo zdaj 10% GDP-ja, kar pomeni, da so zmožna pač ponovno spet trošiti. Vprašanje je, kako se bodo potrošne navade ali pa kako so se spremenile in lahko na tem področju vidimo mogoče kakšno negativno presenečenje. Podjetja sama isto, ne vem, konec lanskega leta so imeli 4000 milijard denarnih sredstev na bilancah podjetja iz S&P-ja, kar pomeni, da lahko podpirajo trg v letošnjem letu z izdatnimi odkupi lastnih delnic, pa s kakšno mogoče recimo temu bolj agresivno dividendno politiko, če bo za tega prišlo ali pa če bo to potreboval trg. Tako da ja, optimistično razviti trgi imamo in optimistično trgi v razvoju. Zakaj? Predvsem Latinska Amerika pa določene države jugovzhodne Azije so se v pandemiji razblinili upi, da se bodo izvedle prepotrebne strukturne reforme, ki so se začele pred pandemijo izvajati. Zdaj, zaradi teh ukrepov, ki so jih mogli sprejeti v zadnjih 2 letih, so ne da samo, da so prenehali z zastavljeno strategijo, ampak so mogoče še v slabši finančni kondiciji, kot so bili pred 2 leti. Potencialno presenečenje zna biti Kitajska. Zakaj? Ker je leto 2 zelo pomembnih dogodkov. Eni so že zdaj kmalu, se pravi februarske olimpijske igre. Še bolj pomemben je pa jesenski kongres. Gre za najpomembnejši dogodek vsakih 5 let z centralno partijo in lahko pričakujemo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se bodo tako domači kot tudi svetovni javnosti predstavili v najlepši luči. Ja, Sašo, se strinjam, Kitajska utegne biti zelo zanimiva država, seveda obstaja veliko politično tveganje, vsekakor bo zanimivo spremljati jesenski kongres, tudi olimpijske igre, tako da ja, definitivno bo Kitajska zanimiva za opazovati za prihodnje desetletje, tako da ja, se strinjam. Poslušajmo Domna Granda iz NLB skladi. Zdaj, če pogledamo pa v leto 2022, je pa tako, da ga vidimo, da bo kar polno izzivov, ne. Tle sigurno glavni izziv in o čemer je največ govora je inflacija, ne. Zakaj je to problem? Se pravi, nas skrbi recimo, če bi se zgodila neka inflacijska spirala navzgor, se pravi, da bi zdaj tem
inflacijskim pritiskom sledila rast plač, bi bile prisiljene centralne banke dvigati bistveno hitreje, kot trenutno napovedujejo. In to je v bistvu glavno tveganje za delniške trge. Mi sicer, kakor gledamo situacijo, pričakujemo, se pravi, da neka inflacija je v pomembni meri tudi prehodne narave, in z tega naslova celo dvomo, da bojo dejansko prišlo do teh 4 dvigov obrestnih mer in da bi lahko videli tudi neko še normalno leto za delniške trge. Je pa tudi nek izziv, ki ga vidimo, je tudi seveda Omikron, kaj bo z njim. Vemo, na eni strani je zelo hitra širitev, na drugi strani, kjer pa vidimo priložnost, je pa, da imamo zmeraj več tudi prebolelih, hkrati pritisk na bolnišnice je manjši, tako da mogoče je celo en scenarij osrednji naš, da bi lahko bil to nek zadnji resnejši val in z tega naslova nekako gledamo naproti nekim cikličnim delnicam in tudi zanimiva nam je recimo neka turistična panoga. Je pa tudi nek dodaten izziv v dani situaciji, kaj recimo z neko Kitajsko, tam imajo ogromen svojih težav, izzivov. Naša ocena je, da na samem kitajskem trgu je že taka količina in tak obseg slabih novic, da bi lahko videli v letu 2022 celo neka pozitivna presenečenja glede na trenutni pesimizem na trgu. Kaj pa Evropa? Ja, Evropa je pa tako, lahko rečemo, da neko negativno presenečenje je bilo, da recimo tudi v letu 2021 so ameriške delnice še naprej delale boljše, se pravi ta premija napram Evropi se je še povečala. Je pa dejstvo, če računamo mi, da bi se znali v letu 2022 nekako zgoditi neka pospešitev gospodarske rasti na Kitajskem z trenutnih nivojev, bi bilo to bolj za neke evropske delnice. Ja, Domen, zanimiv vaš pogled, da dvomite, da bi dejansko lahko prišlo do 4 dvigov obrestnih mer. Seveda, mnenja analitikov so lahko zelo različna. Danes zjutraj sem prebrala, recimo, da nekateri celo napoveduje, da bo prišlo do 6 dvigov obrestnih mer. Tako da to bomo seveda videli. Tudi Domen izpostavlja Kitajsko, da bi lahko bilo pozitivno presenečenje na tem trgu. Tako da bomo videli, vsekakor bi znalo biti zanimivo tudi za evropske delnice, če bi seveda se zgodba s Kitajsko izšla, pravi Domen. Rudi Meršo iz Primorskih skladov pričakuje, da bomo imeli povišano inflacijo prvi 2 četrtletji, potem se bo ta umirila. Navaja več razlogov za to. Prvi seveda ta, da se bodo težave v dobavnih verigah začele reševati. Povpraševanje, ki je bilo izredno močno v letu 2021, se bo nekako umirilo oziroma bo izgubljalo ta zagon. Bolj se bo uravnotežilo, bolj ko se bo uravnotežilo povpraševanje, bo pa seveda tudi bolj se umirila ta inflacija, ki smo ji priča sedaj. Zanimivo, Rudi za korono krizo napoveduje, da bo leto 2022 pojenjala, vidi pa seveda izzive drugje. Poslušajmo. So instead of inflation, as inflation was our main concern in 2021, our main concern in 2022 is a monetary policy. What will the central banks do? There's already anticipation that the Federal Reserve will lift the interest rate several times to combat that inflation. Also, the Bank of England has already raised it last month. European Central Bank, I don't expect rate increases yet, even though inflation will remain elevated. As for the indices themselves, I don't think we're going to have such a successful year as last year. I'm hoping to achieve somewhere between 5 and 10% this year, in part because also there's less liquidity flowing into the markets. Also, the interest rates will go up, which will make, in our view, fixed income products finally a little bit more attractive. But that will also put pressure on the equity markets. Overall, I would expect the beginning of the year to be fairly flat, the stock indices. And towards the end of the year, I expect a climb, because I believe that analysts expect the interest rate increases to be a little bit too aggressive. As the inflation begins to settle down around halfway the year, central banks will be less inclined to further raise those interest rates, and that will give a more positive boost to the market. So the market climb, I expect more in the second half of this year. What are the main areas I would invest in?
I would give an underweight to the United States because it's really overvalued. Looking at the forward price earnings, which are currently at the highest since in 3 decades. Europe, I would give a slight overweight, also because the labor market is more solid and the inflation problems are not as severe as they are in the United States or in the United Kingdom. And for a little bit more speculation, I would put a little bit more weight also into China. China was the only index last year, well, not of the major indices, that actually fell last year because of the restrictions by the Chinese Communist Party on the technology companies and so forth. At this point, these companies are so valued so cheap based on price to book, price earnings, and so forth, that they are bargains. So I'm going to put a little bit more in that also, despite the political risk still remaining quite elevated. Ja, najlepša hvala, Rudi. Tvoje mnenje je seveda zanimivo. Pričakuješ, da bo leto oziroma da ne bomo tako uspešni v tem letu, kot smo bili v lanskem letu. Vseeno napoveduješ kar lepe donosnosti, od 5 do 7% donosnosti. Tudi vidiš neke zanimive priložnosti v naložbah s fiksnim donosom, predvsem zaradi dviga obrestnih mer. Hkrati si izpostavil, da nekako bi zmanjšal izpostavljenost do ameriškega trga, po drugi strani bi malenkost povečal utež na evropske delnice. Praviš, da trg dela deluje, da je bolj soliden in inflacija ne predstavlja tako resne grožnje kot v ZDA in v Angliji. Za malce špekulacije oziroma ta ščepec začimb bi pa dodal Kitajsko, povečal malce dvignil utež do Kitajske, navkljub političnim tveganjem. Kitajski indeks je bil tudi eden od večjih, je bil tudi eden, ki je lansko leto upadal, predvsem zaradi ukrepov kitajske partije in tehnološke delnice Kitajske so trenutno ugodno vrednotene in se ti zdi to odlična kupčija. Skratka, hvala, Rudi. In kakšni so nasveti za male vlagatelje v letu 2022? Poslušajmo, kaj svetujejo analitiki in upravljalci premoženja. Pa ne, za malega vlagatelja mislim, da na svetu ostaja isti. Pač naj se drži svojih nekih dolgoročnih ciljev, naj, recimo, če mesečno nalaga, postopoma nalaga, naj ohrani to disciplino. Jaz mislim, da je to ključno. Se pravi, trgi so nepredvidljivi. Zdaj, mogoče res okolje zgleda manj naklonjeno delnicam, ampak to ne pomeni, da bomo zdaj doživeli neke večje padce. Tako da jaz mislim, da naj ohrani to svojo disciplino, vlaga mesečno. Delnice še vedno ponujajo, bi rekel, kar soliden donos, glede na to, kaj ponuja alternative. Moje mnenje je tam 6-7% donos povprečno na leto je dosegljiv, tako da se pravi, naj vztrajajo z svojo potjo, s svojim varčevanjem. Mogoče samo, če lahko izpostaviš, katere regije bodo v ospredju v letu 2022. Ja, tudi jaz bi rekel, če bo šel ta scenarij nekako skozi, da mogoče bomo videli malenkost višje obrestne mere, pa to vsaj bi rekel, bolj je to naklonjeno malo bolj tem value sektorjem, kot jim pravimo v našem. Ti so pa bolj prisotni v regijah zunaj ZDA. Tako da bi rekel, vedno je to nehvaležno se pozicionirati. Jaz mislim, za malega vlagatelja najboljši imeti globalni razpršen portfelj, ampak mogoče bi vseeno malo večji poudarek dal trgom zunaj ZDA, pa mogoče malo, če bomo res videli malenkost višje obrestne mere, malo bolj zunaj sektorjem, kot so bili mogoče v preteklosti najbolj v ospredju, kot je tehnologija. Ampak se pravim, to je mogoče rahlo pozicioniranje mogoče v tej smeri, drugače pa nek razpršen portfelj globalnih delnic pa še vedno, bi rekel, tisto priporočilo, ki tudi vedno dajemo našim vlagateljem. Isto, kot jim svetujemo vsako leto. Pač pripraviti je treba portfelj ne na mogoče kratkoročna pričakovanja, pa na to, kaj je najbolj vroča zgodba na trgu, ampak se držati neke srednje ali pa dolgoročne strategije, ki je pač prilagojena vsem tvojim potrebam ali pa njihovim potrebam. Se pravi, treba je upoštevati zmožnost varčevanja, profil tveganja, dobno varčevanje in tako naprej. Kaj pa povišana inflacija, ki nam zdaj grozi? Kakšen je pogled na to tematiko? Ja, klej mogoče še bolj pomemben izbor samih naložbenih razredov. Treba se zavedati, da inflacija kot taka nam najeda primarno relativne stopnje donosnosti, se pravi dejansko to, kar s tem denarjem, ki smo ga ustvarili, lahko kupimo. In klej je treba se zavedati, da je nabor naložbenih razredov, ki omogoča nek pozitiven realen donos, se z zvišanjem inflacije zmanjšal.
ne, obvezniške oziroma vse naložbe z neko fiksno donosnostjo, sploh v okolju, kjer pričakujemo obrat v obnašanju ali pa v denarni politiki centralnih bank, bo zelo težko pozitiven, že nominalno, kaj šele realno. Vidimo tudi, kaj se dogaja recimo z depoziti. Ne. Tudi tle bo še mogoče ta realni donos še bolj toliko boleč za vlagatelje, tako da mi izmed teh, recimo temu, klasičnih naložbenih razredov ne ostanejo samo še delniški trgi in pa nepremičnine, seveda, kjer smo tudi videli, da se stvari razpletajo z neko zelo burno in divjo dinamiko. Naj vztrajajo vsaj z delom pač po svojih zmožnostih svojega premoženja vseeno v tveganih naložbah, tudi govorimo o delnicah, zato ker bodo na obrestnih merah dosegali negativni rezultat. Well, as I mentioned, in the United States, currently the valuations are very high. Normally, the United States outperforms, especially the technology sector. But I would more aim for those companies that are really growth companies. So, technology companies are growth companies, but I more aim for the cyclical sectors. Also, the financial sector should benefit on the rising interest rates. Also, for the more conservative investors, fixed income should get, as I mentioned, more attractive again. Right now, it's very hard to find fixed income securities that give a proper yield. But as currently the 10-year treasury bonds are already gaining, they're currently at 1.8%, which also puts some pressure on the equities. But those bond yields should improve as the central banks start lifting their interest rates. So that's really interesting for the more conservative investors. For the equity investors, I would more focus this year on the European and also the Asian markets, United States to a lesser degree. Slišali smo Rudija, ki pravi, da bi vseeno malce zmanjšal izpostavljenost do Amerike, povečal izpostavljenost do Evrope in Azije, za bolj konzervativne vlagatelje pa celo vidi luč na koncu tunela, kajti pričakuje, da bo zaradi monetarne politike centralnih bank postal naložbeni razred s fiksnim donosom ponovno zanimiv. Bomo videli. Poslušajmo za konec še Domna Grando iz NLB skladi. Ja, mislim, da tisti ključ, kot vedno, je neka globalna razpršitev premoženja. No. Kot pravim, nam je všeč Kitajska, tako da se nam zdi, da se sploh ne, če ne gledamo samo na enoletni ravni, se mi zdi, da za naslednjih 5 let se je pojavila neka dobra priložnost za vstop. Se treba zavedati, to je drugo največje svetovno gospodarstvo, imajo res močna velika podjetja, ne. Tako da je za tiste, ki so v preteklosti zamudili ta podjetja, je zdaj priložnost, da nekako vstopijo. Ne. Tako da ja, drugače pa predvsem tudi mogoče neko večjo mero tudi previdnosti. Ne. Se treba zavedati, da vrednotenja so nad zgodovinskimi in tudi temu primerno je treba biti previdnejši. Zdaj, velikokrat vlagatelji nas sprašujejo o growth pa value delnicah. Imate tudi tukaj kakšno mnenje? Ja, tlej predvsem, če gledamo neko zgodovinsko premijo, smo prišli toliko daleč, da je trenutno so growth delnice napram premium, je tisti razkorak v vrednotenju res velik. Hkrati, če gledamo, grozi nam dvigovanje obrestnih mer, kadar se dvigujejo obrestne mere, to pomeni, da mi vrednotimo neke dobičke v prihodnosti, je nižja vrednost današnja. In z tega naslova v bistvu smo mi še naprej nekako, se nam zdi, da value delnice so boljša izbira, tudi kot rečeno z vidika tveganja. In to je nekako tista naša osrednja ocena. Hvala vsem upravljalcem in analitikom za vaše mnenje in vaš pogled v leto 2022. Mnenje, kot smo slišali, se malce razlikujejo, kar že nakazuje, da je pred nami precej zanimivo leto. Upravljalci se sicer strinjajo v tem, da je v okolju povišane inflacije smiselno staviti na delnice tudi v letu 2022, opozarjajo pa, da bo leto precej razburkano, tečajnice bodo precej nihajne
in lahko vidimo in smo priča tudi upadu tečajev 10-20%, kar ne bi bilo popolnoma nič nenavadnega. Čeprav pod črto upravljalci nekako pričakujejo lepe enomestne, še vedno lepe enomestne donosnosti, 7-9%, hkrati dodajajo, da ni pričakovati, da bi se lahko leto 2021 ponovilo tudi v letu 2022. Opozarjajo pa recimo tudi na precenjenost ameriškega trga, več priložnosti za zaslužke vidijo v Evropi in pa seveda Aziji, zlasti na Kitajskem, navkljub političnim tveganjem. Ta bo še zlasti zanimiva sedaj v februarju, ko se bodo zgodile zimske olimpijske igre in še zlasti jeseni, ko zaseda partija in bodo oči svetovne javnosti uperjene v ta dogodek, ki se zgodi vsakih 5 let. Vsem vlagateljem svetujemo, da imejte pred očmi dolgoročni horizont, držite se svoje naložbene strategije, ne glejte na tečajnice čisto vsak dan, bo dovolj, če pogledate na vsake toliko časa, ne ustrašite se upadov tečajev, te bodo zagotovo prišli, kako zelo boleči bodo, bomo seveda videli. Vseeno je potrebno povedati, pod črto še vedno štejejo rezultati, zato bomo v naslednji epizodi pogledali, kako uspešni so bili naši upravljalci pri aktivnem upravljanju skladov. Toliko za danes, vidimo se kmalu, če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businessspace.com, lahko tudi preko družbenih omrežij. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!